Torej v kadru imamo umazano vodo, ki jo potem črpamo gor, če se predstavimo dalje, da se jo boljše slišalo. Se pravi, to tukaj levo je ta pitna voda, ki jo mi spuščamo v kanalizacije, pralne stroje, pomivalne stroje, peremo z njo avtomobile in ta sistem prečrpa vodo kam? Ta sistem sedaj prečrpa vodo tukaj v tako imenovane areacijske bazene, torej v tej vodi so mikroorganizmi, ki praktično umazanijo, po domače povedano, umazanijo pojedo. To je podobno, kot smo nekoč na vasi imeli živali in hrana, ki je ostala in vse ostalo, smo jim dali, recimo pujskom, smo dali svoje ostanke hrane in ti ostanki hrane je recimo je pujsek pojedel, tukaj je pa mikroorganizem, ki opravi podobno funkcijo. Torej vso to umazanijo, on poje in seveda potem zraste. Se ti mikroorganizmi sami razmnožujejo ali jih je treba dovajati? Mikroorganizmi se tukaj sami razmnožujejo, seveda morajo pa biti vzpostavljeni določeni pogoji, ki jih bomo pokazala v naslednjem bazenu. Zdaj, ko smo že videli tu galebe gor, kaj je s tisto ptujsko govorico, da so se galebi zastropili tu na čistilni napravi? Torej, nikakor. Torej, ta voda, ki je tukaj, ne vsebuje nobenih strupov, ker če bi jih vsebovala, potem te vode ne bi mogli nikoli očistiti, ker bi prvo, kar bi pomrlo, bi pomrli mikroorganizmi, ki so izjemno občutljivi na strup. Zdaj pa gremo do bazena, številka. Da ljudje vidijo, kako ta tehnologija funkcionira. Tukaj je zdaj končana predelava in miruje. Torej, tukaj se blato sedaj posede, biološko, torej mikroorganizmi, ko hrane več ni, preprosto odmrejo. In potem je potrebno te mikroorganizme ločiti od te vode. In to je na ta vstopni bazen celotno kanalizacijsko omrežje priklopljeno ptujsko? Ja. Tudi sosednjih vasi oziroma občin? Tako. Torej, tragično izgleda, da pitna voda, ki je povsod po svetu primanjkuje, na koncu izgleda tako, ker jo torej mi naredimo takšno z našimi pralnimi stroji, z umivanjem avtomobilov, seveda v kopalnicah in tako dalje. Torej, tukaj v teh bazenih, kjer jih sedaj vidimo, to so tako imenovani posedalni bazeni in v teh posedalnih bazenih se ločijo masti. Če pogledate tukaj, vidite, torej tu se izločijo masti, vsa olja, vse masti, ki jih ljudje vržemo, ko posodo umivamo in tako dalje. Te masti je potrebno izločiti, ker te masti sicer uničujejo sam proces oziroma škodujejo sami predelavi. Kaj se z njimi zgodi, se jih zažge ali? Te masti se potem odstranijo in gredo v posebno predelavo. Kam pa gre ta voda naprej, potem v Dravo? Ja, bova pokazala. Torej, tukaj je pa ta tako imenovani areacijski bazen, kjer ta umazana voda pride v ta bazen in v tem bazenu moramo mikroorganizmom, zato da oni lahko živijo, oni dihajo tako kot mi, torej imajo sistem za dihanje, zato je potrebno uvajati ogromno zraka. In vidite, tu se meša, sedaj ta rozga se meša z zrakom in mikroorganizmi sedaj seveda vse tiste delce, vso to umazanijo, ki je, preprosto enostavno pojedo. In ko zmanjka hrane v tem bazenu, mikroorganizmi enostavno odmrejo in potem je, tako kot smo pokazali tam, potrebno pustiti bazen v mirovanju, zato da se delci posedejo in da se čista voda pretoči. Vsem tistim, ki bi eventualno imeli željo, da si pridejo to pogledati, lepo prosim, tukaj bodite izjemno previdni. Gostota te vode znaša nekje 0,6 do 0,7 kg na kubični meter. Če padete v ta bazen,
vas ne reši, vas ne more več nišče rešiti, ker potonete kot kamen. Torej, to je gostota tako nizka, ne, da enostavno postonete kot kamen. Da to torej pazite, če se bo kdo kdajkoli smukal okrog teh bazenov, da ne pade, ker potem ga lahko še samo. Se kdaj zgodi, da kdo po noči prismuka preko graje in ordinira tu po čistilni napravi? Hvala Bogu se zaenkrat, če to ni zgodilo in toplo odsvetujem, da bi se kaj takega počelo. Torej, če smo na vhodu videli, kakšna umazana voda teče, si tukaj lahko pogledamo, do kakega nivoja kakovosti očisti ta tehnologija tukaj vodo. Torej, ta kakovost je izjemno dobra in je za 250% boljša kakovost očiščene vode, kot je bila na stari čistilni napravi.